Ravno v teh dneh bi se počasi vrnil po reprezentančni akciji v Rusijo, ampak tekmi z Albanijo in Turčijo sta odpadli. Že kaj pogrešaš reprezentančne soigralce? Z večino igralcev sem v stiku, ker je nastopila ta situacija, normalno smo se slišali, smo vprašali, kako je pri njih, če so zdravi, to je najbolj pomembno. Vendar ja, reprezentanco pogrešam, normalno, čudno je, da marca po tolkem času, ko igram za reprezentanco, ne prideš domov, ne igraš reprezentančnih tekem, vendar ob taki situaciji, kot sem rekel, je najbolj pomembno, da ostanemo zdravi in veliko časa bomo še imeli za reprezentančne tekme, za druženja in za zmage v slovenskem dresu. Pri 33 letih si kapetan reprezentance, zanjo si odigral 100 tekem. Kakšni so tvoji reprezentančni načrti za prihodnost? Res je ta številka velika, ker sem toliko časa že v reprezentanci, to je normalno. V prihodnosti imam načrte, da se s to generacijo uvrstimo na veliko tekmovanje. To bi mi bilo, to so neki načrti, ki bi jih izpostavil. Ko se vse skupaj nekoliko pomiri, vas v reprezentančnem dresu čaka nastop v Ligi narodov. Tam so nasprotniki Grčija, Moldavija in pa Kosovo. Kam sodi Slovenija v tej skupini? Slovenija v tej skupini sodi v sam vrh z Grčijo. Res je, da mogoče mi in Grčija ne spadamo v ta boben. Mislim, to je treba dokazati. Trenutno smo se znašli v tem bobnu, vendar mislim, da smo kakovostnejša reprezentanca in od Kosova in od Moldavije. Ali mi ali Grčija. Grčija ima izjemno ekipo. Res je, da je prišlo do spremembe oziroma do pomlajevanja ekipe, ampak mi bomo šli na prvo mesto, kot vedno. Rekli ste, da ste z reprezentančnimi soigralci v kontaktu. Kako pa ostajate v stiku? Pogovarjamo se prek telefona oziroma se gledamo prek videa, kot midva zdaj. Probamo vse obrniti na pozitivno, na šalo, vemo pa, da je resna situacija, vsi se tega zavedamo. Večinoma igralcev je stran od svoje družine, kar je zelo težko, zato imajo več časa zase, se ukvarjajo bolj s sabo. V trenutkih jim je težko, to vidiš, jaz kot starejši lahko vidim, da še posebej mlajšim igralcem je včasih težje, ker so od doma, ker niso s svojimi, vendar to je taka situacija, to je življenje, to je treba dati čez in vemo, da samo da to mine, malo še potrpimo in bo pol vse dobro.